Oh, sweet Jesus. Ljudje in ljudine, poslušate 87. epizodo oziroma 31. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, osamljeni, bogaboječi otroci duha, smo tako kot vedno, Mito Gegić, Amen, Suzamen, Igor Harp, Ave. In moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, nič manj gostobesedno. 87. epizoda je, kot sem že povedal, 31. special iz karantene, namenjene našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate še vedno brez prevelikih pritiskov, finančnih, drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili o filmu Saint Maud oziroma Sveta Maud, ki je premiero doživel na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu že daljnega 8. septembra 2019, ampak potem je njegov prihod v kinodvorane preprečil izbruh pandemije koronavirusa, tako da je bil film v Združenem kraljestvu in načeloma pač po svetu je zdaj na voljo on demand šele od oktobra lani. Če filma torej niste gledali, pa ga nameravate, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez njih, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje, mi vas bomo potrpežljivo počakali. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, čeprav vas bomo skušali prepričati v nasprotno, a bi se kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj eno pobožno. Skratka, zdaj le me Igor opozoril, da je 2 tedna na voljo tudi že v Sloveniji, po vseh pač možnih kanalih, ki jih lahko izkoristite in definitivno dajte jih izkoristiti. Tole je zdaj zadnja priložnost, preden se lotimo filma, no, sej mešamo nekaj nucnikov povedali, ampak ja, film nam je bil všeč, fin je, dajte ga pogledati. Če pa ga res ne boste, ali pa če ste ga že, pa zdaj pač nadaljujte s poslušanjem. Skratka, Saint Maud je iz leta 2019 v resnici, ampak skratka zaradi pandemije šele zdaj in žal, to je tudi nekaj, kar bi jaz z veseljem spet videl v kinu, ampak mislim, da smo zdaj o tem že toliko govorili, koliko bi v kinu kaj gledali, da ja... Tako pa če. Napisala in režirala ga je Rose Glass in to je njen debi. To je njen prvi celovečerni film. Drugače pa od nucnikov še 2 stvari oziroma še 2 podatka. V glavnih vlogah igra Morfydd Clark. Morfydd Clark je po rodu iz Švedske, zato ima takšno ime in Škotinja. Manjše vloge do zdaj imela v The Falling. Falling je s Florence Pugh in z Arjo. Spet pozavim, kako je Arje ime. Dragi kolega, ne vem, če si to zadev. Ja, Valižanka je. Samo rojena je na Švedskem. Ja. Morfydd Clark. Ok, to je še zdaj. Skratka, Valižanka, se prečujem, ne Škotinja. Maisie Williams je v Fallingu. Imela je manjšo vlogo v Crawlu, niti nočete vedeti. Potem tudi v The Personal History of David Copperfield mal večjo. Meni je zelo zabavno, ker je v His Dark Materials igra sestro Claro, skratka sestro. Bila je v Drakuli kot Mina Harker, to je mislim, da je ena
večjih njenih vlog, zelo pa me zanima, oziroma po tem filmu in vsem, kar smo videli, sem zelo navdušen nad tem, ker sem zdaj gotovo, da je ona Galadriel v skratka Lord of the Rings, ki ga pripravlja Amazon. Tako da be prepared za ognjevito Galadriel. Zdaj pa to reče še v vilinščini, oziroma kvenje. V kvenje, ne v sindarščini, da ne imaš neki. Mislim, da bi mi valižansko šlo bolj. Skratka, zraven nje pa v drugi glavni vlogi igra Jennifer L., ki ga Amanda Cole, dobila je BAFTO za glavno igralko za vlogo Elizabeth Bennet v BBC-jevi Pride and Prejudice, se pravi Prevzetnosti in pristranosti. Kaj? V ta dobri, oziroma ta najboljši. Ta najboljši iz leta 95, ne? In pa dve nagradi Tony, skratka to so gledališke nagrade za glavno in stransko vlogo je prijela, sicer pa jo poznamo po filmskih vlogah v The King's Speech, Contagion, ki smo ga v naši prvi karantenskem specialu obravnavali, ko smo govorili skratka o nalezljivih boleznih, in Zero Dark 30. To sta skratka dve glavni vlogi, zdaj jaz lahko malo zapustim scenarij in si spet ogledam svoja sogovornika. Ja, skratka, to so bili nekako tisti nucni podatki, glavni podatki, ki jih potrebujemo za tole. Zdaj pa seveda tako kot zmeraj bo na oder stopil Igor in bo povedal, o čem neki se tale film gre, a ne, Igor? Ja, na oder, na oltar. Na prižnico. Skratka, zadnjič smo imeli nautične metafore, tokrat imamo cerkvene. Cerkvene, tako, lepo, religiozne. Lepo. Ja. Torej, glavna junakinja Maud je medicinska sestra. V prvi sceni vidimo jo krvavo in v šoku. Kot kasneje zvemo, je ravno umrl pacient. Ona sebe krivi za to, oziroma nekako je namignjeno, da ni edina. In potem zapusti, pač neha biti medicinska sestra, in ko jo spoznamo, je negovalka za hospiku, za pacijente, ki umirajo. In pride do te nove gospe, za katero skrbi, ki je pa nekdanja koreografinja, in se malo spoprijateljita, se malo navduši nad njo in se odloči, da bi pomagala se rešiti greha in priti v nebesa, v bistvu se biti eno z Jezusom. Zato, ker kot ugotovimo, je ona tale Maud postala v tem času nekoliko obsedena z vero in samo zato živi v bistvu. In to se potem ne izide najbolje, zato ker privede do tega, da teži eni punci, s katero se ta njena negovanka dobiva, da naj gre proč, da je treba več prostora za Boga, in potem jo celo udari na neki zabavi in na kar zgubi čist upanje in zapade v alkohol in seks, in je tam vmes ena ful huda scena vmes, tisto ima flashback med seksom na to, kak je on človek umrl, in potem sliši glas Boga, ki je v valižanščini, in dobi idejo, da mora ono vseeno spreobrniti, na kar se odpravi k njej sred noči in jo proba z nekimi besedami najprej prepričati, in ko to ne gre skozi in ji pač ona razloži, da Boga ni, vidi v njej oziroma se pojavi demon, ki ga ona potem z škarjami zabode, na kar vidi, da je dosegla svoj cilj in gre na plažo in se polije z acetonom, to se mi je zdelo zanimivo, in zažge in v tistem vidi, da ima krila, ampak v bistvu zgori. Tako da to je nekako v osnovi zgodba, je pa bistvo tega filma to, kak je ta zgodba podana,
in koliko se, ne bi rekel igra, ampak koliko izrablja neke te žanrske stalnice, zato da imaš ti občutek cel cel, da gledaš nekaj grozljivega, nekaj, kar je horor, nekaj, kar je šund, ampak ne, vse skupaj pa ima zelo močno sporočilo in metaforiko in umetniško vrednost, ki krepko presega to, ne? Ampak hkrati te drobtinice meče not, ki so mojstrsko nastavljene, ne? Z referencami na pač slavne filme in na druge stvari, ki jih niti ne opaziš zavedno, če nisi pač obsesivno gledal grozljivk, tako kot nekateri tu ne bo zdaj rekli, kdo. Ja, vemo, da ni mito. Ko imam že pod vprašanja, kje je reference? Drugače tako, hotel sem reči točno to, mogoče je to prvo vprašanje, kar je Igor zdaj odprl. Namreč, a je to grozljivka? Ja. Ja, ampak zelo drugačnega tipa. No? Ja. Mislim, tukaj je seveda tako, kar je Igor nakazal, kar se meni zdi zelo pomembno pri tem filmu povedati, namreč to seveda, da to ni jump scare grozljivka na nobeni točki. Ne? Če tudi imamo točno to, kar je Igor povedal, ne? Ona gre v ta hiša, v kateri ta umetnica živi, je na vrhu enega klifa, je stara bajta, notri tudi škripa, kuhna je stara, vse, mislim, zgleda tako precej staro, ampak jaz sem na začetku priznam, da pričakoval, da ona pride v to bajto in videl sem sicer, da je nekaj narobe malo z njo, no? Mislim, po prvem prizoru in to, ampak sem pričakoval, da se je bo tej v bajti nekaj začelo dogajati ali karkoli, no? Ker je bilo nekaj, vsake to kot je bil nek zvok, pa se je obrnil na, ali pa nekaj tako, pa tiste te njene epifanije, nekih doživlja to, ampak ni tako klasična grozljivka, tako da kdor bo to šel iskat, ko bo gledal ta film, bo seveda jaz mislim, da razočaran. No? Ja, tukaj nadaljuje eno tradicijo, en val, ali kakor čemo temu reči, filmov kot so Babadook, Hereditary, The Witch, ki, pa še eno par jih je bilo, ampak te so najbolj taki znani, ki imajo elemente grozljivke, hkrati pa imajo še ful več zapovedati zraven. In imajo en ta slow burn, ki počasi gradi stvari in kjer v dosti primerih, ne čist pri vseh, ni prav zares nujno, da je karkoli nadnaravnega, ker zdaj pač en od elementov grozljivke je, da mora biti nekaj nadnaravnega not ali pa se zdeti nadnaravno. Ne? In tukaj imamo točno to, zdaj ti lahko vzameš, da je njena videnje, torej Modino videnje pravilno in da ona je ubila demona in je postala angel na koncu, lahko pa ne gledaš tak na to. Ne? In Čarovnica, The Witch, je en tipičen primer tega, ki ti zelo lepo to nakaže. Imaš tisti, kako se že reče, ena vrsta plesnje, rženi rožiček, nekaj takega, ne vem zdaj čisto točno, ki čist na začetku vidiš, ko jim polja propadejo v čarovnici, tej družini, ki tam živi v izolaciji, in in vidiš, da je zaradi tega. In to je bilo nekaj, kar se je v srednjem veku dosti pogosto dogajalo. Ko je prišla ta plesen, je cela letina bila okužena s tem, vsi so halucinirali in potem imaš pač v mestnih zapisih, da pač vsi lepo v miru živijo, pa eno zimo najdejo 4 čarovnice, pa jih zakurijo, pa 2 vampirja sta prišla naokrog, pa so jih zaklali. Pa naslednjo zimo pa je vse v redu spet, ker so pač pojedli tisto pšenico okuženo. Tam vidiš to in je čist lahko, potem tudi režiser sam je rekel, da lahko na cel film gledaš, kot da oni so pač v nula zadeti in halucinirajo cel film, ta familija, in se pokoljejo. Ne? Ampak, kar je pa še bolj zanimivo, bi rekel, jaz ne gledam tak na to, sem dal to not, če kdo hoče si racionalizirati vse skupaj. Ne? In tukaj pa je avtorica Rose Glass dost bolj na drugi strani, da
je ta realističen pogled tist, ki ga je ona hotela predstaviti. Vsej jaz sem dobil tak vtis. Ja, konec, mislim, da jasno to pokaže, ne? Ker mi vidimo za sekundo, kako ona zelo gori in je pač mimo vsega tega, kar si ona predstavlja v glavi. Ja, ja. Mito, ti si hotel nekaj? A sem? Ne, mislim, ja, pač, kako se tebi zdelo, pač se ti je zdela to grozljivka, bi ti rekel temu, mislim, grozljivka gotovo je, ker ima grozljive elemente, mislim, da se ukvarja s vsemi temi, ampak ni pa klasična. No? Ne, zelo sodoben pristop je, no? Predvsem ta prekoračenje žanrov ali pa dodana vrednost žanra, no, da bom tako rekel, ki čist pade v to špuro A24 določenih avtorjev, ki jih A24 produkcijska hiša promovira. Tudi nedvoumno mi je izhodišče ali pa zaključek, ne, ker oni 3 kadri na koncu so meni zelo jasni in pomenljivi, seveda, kje pač je izhodišče. Je pa tako, da v bistvu v kontra, rečemo temu klasičnim žanrskim tropom, naprimer postavi pa zasuče na glavo glihene določene zanimive zadeve, ki so tukaj res, res cool. Pa kako so narejene, seveda, to me je najbolj navdušilo pri tem filmu. Ne. Torej, ena stvar, ki sploh nisem toliko razmišljal, ne, ampak me je Tina pol opozorila, je rekla, da v bistvu ponovadi imaš v In Exorcistih in vseh teh bolj katoliško zasnovanih konceptih hororja hudiča prisotnega. Ne. Medtem ko tukaj pa je Bog, tisti, ki je, torej rečemo temu staro zavezni Bog, ki je pač tudi maščevalen in... Ampak a je res? Mislim... V bistvu, lej, to je to, ker nimaš drugega bad guyja, ne moreš ne kriviti niti, da noben ni slab človek tukaj notri, v bistvu imaš samo kao privit, imaš zablodo, ki je posledica njenega preteklega življenja, pa njene izolacije, pa propada v bolj ali manj fundamentalizem, no? Ampak ta, kako naj rečem, samo zadani fundamentalizem, da se tako izrazim. Ja, sej. Rose Glass je rekla, da v bistvu je hotela, da je kot kult, samo da ni od zunaj kult, ampak je od znotraj nastavljeno. Ja, to se mi je zdelo zanimivo, ker v bistvu komod bi to lahko hitro zapadlo v nekaj, kao, ne vem, Jesus Camp, parodije, pa ala, ne vem, islamski fundamentalizem, vzporednice bi lahko vlekel, ampak ni to, v bistvu je zgodba o duševni stiski. In to zelo grozni duševni stiski, ki jo ona pač rešuje z tem, da se pač kar naenkrat začne z Bogom pogovarjati in ga orgazmično čutiti, ker v bistvu tisto, kako sem jaz videl, kaj ona čuti, je meni orgazem. Ne? In tudi seks se mi zdi tukaj v temu filmu zelo pomenljiv, da se tako izrazim, ker služi kot trigger na njeno preteklo življenje, na življenje, ki ga pusla za sabo, ne? Ker tam le tičijo travme nad vso smrtjo, ki jo je videla v bolnici, pa nad to nesrečo, nezgodo, ki kot flashback udari nazaj med seksom. Vse skupaj se pa začne, ko se v bistvu tale koreografinja / plesalka začne se stajati za to žensko prijateljico in jo ona opazuje, kako občujeta. Ne? Takrat mislim, da začne njena ta trigger, no, da se sproži, da v bistvu ona mora nekako ukrepati, da mora nekaj spremeniti, da postane bolj proaktivna. Ne? Tako da to, tu, v bistvu te dve temi sta mi najbolj zdaj, pač, če se na ta film spomnim, je torej ta samota pa fundamentalizem, no, to mi je najbolj zdaj pač prisotno. Ne? Ja, ne, tale izolacija je tudi nekaj, kar zelo spominja na Babaduka pa na Čarovnico, ampak je zelo pomenljivo, da je ta film pač letos vam prišel, ne? Ker mislim, da še toliko bolj rezonira, ker imaš tiste scene, ki je ona not zaprta v svojo sobo, ki mislim, da si ti, Aljoša, prej hotel omeniti taksist, ne? Je točno na to aluzija, ampak te scene delujejo čist drugače, ko jih gledamo v 2021, ne? In še toliko bolj po eni strani je toliko bolj scary, ker prepoznaš, po drugi strani pa se ti zdi
Jaz pa naredil handle. Okay. Ja, se čist strinjam. Mislim, da ima dosti bolj močen impact, predvsem če filtriramo skozi to našo izkušnjo. Ja, tudi jaz mislim, s tem, da mislim, da je še toliko bolj, meni so briljantne pač une scene, ko ona zuni, ko ona gre pač v bar in skuša biti normalen človek. To se mi zdi, ker vsi vidijo, da je nekaj narobe z njo, ker pač ne zna biti. In tudi ta scena, jaz si mislim, da tudi mi, ko bomo prvič šli v gostilno, bomo točno tako, ker boš prav tako nevajen ljudi. Res, mislim, tako pač, a veš, jaz že dolgo nisem recimo bil nikjer, kjer bi bilo tako 20 ljudi okrog mene in bi bilo med nami, ne vem, ful malo placa. In jaz sem se včasih ful bal množic in zdaj me zanima, kako bom reagiral potem, ko 1 leto nisi bil, a veš, v nekem zaprtem prostoru s ful ljudmi, ki pijejo, pa so glasni, pa je muska nabija in tako. Sploh si ne znam tega Klih ne prodajaš, to najboljše, kao glasen, pijan, folk. No, skratka, tam se je meni zdela najboljša, ne? Ko se skuša smejati, pa se s tem pridružiti v miziju nasproti in tako in nekako pač najbolj ne rata, ne vidi se, da je pač neki narobe z njo, da pač je neka distanca med njo in ljudmi, da ne zna se dober povezati ali karkoli. Drugače pa bi jaz tako rekel, no, ker ste se pač pogovarjali o tej spolnosti. Ja, jaz tudi mislim, ful je pač jasno, da je to nek orgazmičen odnos z Bogom, ne, da je to res. Ne nazadnje je njena svetnica Marija Magdalena, ne, ki jo ima okrog vratu, ki jo je mogla prav prek interneta naročiti, ker pač tega domnevam, da ne dobiš kar tako vsaki katoliški štacuni, ampak Marija Magdalena je seveda ful telesna povezana pač s tem, ali je to ljubica od Jezusa ali ni, pustimo zdaj vse te fore, ali je celo njegova kaj že žena, če Da Vincijevo šifro beremo, ne, če se prav spomnim, da mim glede omenimo Da Vincijevo šifro, to je postal A-must v zadnjih naših epizodah, ampak hočem reči, zdi se mi, ja, jaz mislim, je bil en ta trigger, ko pride ta, zdaj jaz ne vem, jaz ne bi rekel, da je prijateljica, mal je tudi prostitutka, domnevam, glede na to, da ji plačuje za njene usluge. Priležno. Vse tako smo, ja, nekako razumeli. Se mi pa zdi, da nimam jaz toliko občutka, zdi se mi, da jo je fasciniralo. Gledala je pač skozi uno špranjo, jasno je bila videna neka fascinacija pač nad njenim življenjskim slogom, ne nazadnje nad njenim plesom, ne ta polna ženska nekdanja plesalka, ne, z nekega izraznega plesa. Torej nismo zdaj tega ful blazno videli, ampak ona je to zelo gledala tudi tako malo estetsko, skratka na njo. Ampak se mi zdi, da je bolj pač motilo, je bolj to, ja, seveda tudi seks, ampak bolj to, da se ona ne posveča smrti, da se ona ne posveča temu, da jaz sem imel občutek, da ona hoče nek moment iz tega narediti. Ti umiraš, zdaj se zazri vase in res ne sme nič biti nobenih distrakcij. Ne? Dobro, jaz bolj tako sem jaz to dojel. Nisem izdelo, da je zdaj seks tok blazno moti, čeprav je bila tle neka želja, ne? Tisti nek skupen dogodek na kavču, ko se primeta za roke in ko da obe orgazmirata, je neko med njima neko bližino ustvaril, ne? Ampak se mi zdi, da vseeno bolje ona podarjala to njeno, da bi neko smrtnost, neko svetost smrti, neko nedotakljivost smrti, ki je seveda logična, domnevam, da iz izkušnje travme odprej, o kateri ne vemo dost. Ne? Ja. Ne me narobe razumeti, jaz nisem mislil, da si ona kaj poželjuje pri kaj takšnega pri njej. Zgolj govorim, da je za mod bil to trigger, ko je to videla, ne? Ker koliko zvemo potem po tistem posilstvu z tem moškim, jo on identificira kot neko dekle, ki je full sceno obdelovalo v nekaj let nazaj, tako naprej, tako da v bistvu namiguje kot na njeno, rečemo temu v narekovajih, promiskuiteto pa lahkotnost. In mislim pa, da ta moto ne smemo pozabiti, ki je podnaslov filma Never let your pain go to waste. Ne? Tudi ona je to povedala, pač te bolečine, ki si jo izkusila, ne smeš pustiti, da pade v zaman. Torej, mislim, da mod je poskušala kao z tem, ne 180, pa ni 360, ampak na svet na glavo obratom, ne, z padcem v fundamentalizem na ta način nekako formulirati, pa sebe na nov sestaviti, ampak seveda ne uspe. Medtem ko pa pri njej je pa mogoče to želela, da pač kao se, ne vem, začne
da išče neko pokoro, mogoče, da je to pričakovala od nje, ali pa vsaj nek znak duhovnosti. Se tudi ona je zelo, mislim, da narobe razbrala njen sarkazem od te koreografinje, ko jo ona podari od Blakea knjigo. Torej, če se ne motim, je bila to Dantejeva mislim, da so ilustracije božanske komedije, ja, thanks. In noter je v bistvu na začetku posvetilo pisano kao My Savior, moja odrešenica, ne. Ona je to zelo drugače interpretirala, kot mislim, da je pač koreografinja to napisala, ne, bolj sarkastično, posmehljivo, ne. Ja, čeprav jaz sem tle dobil en zelo nenavaden vibe, pač jaz si tudi nisem vedel točno, kaj naj si mislim, pač tudi nisem imel točno občutka, je zdaj ona sarkastična, tudi v unem je vprašanje, ne, ali ni tudi te plesalke pol malo sram njunega doživetja na kavču in tako naprej, ker jaz tam nisem imel občutka, da fejka. Zdaj, seveda, pustimo ne pozabiti na to, da je seveda to perspektiva mod vedno. Ja. In da pač tu zdaj jaz ne vem, no. Ja, plus na koncu reče, da je dolgočasno umirati in da je to fejkala. Ja. Ampak takrat, ko gledaš, je res deluje, da mogoče spusti entertaina idejo. Ja. Pol pa se odloči, da je vseeno boljš seksati do smrti z Odo. Ja. I guess. Ja, pa plus ta seveda vidik je v tem tudi seveda, ne, da pač to, kar je Mito rekel, ta bolečina in ta citat, ne, da seveda mod jemlje njeno bolečino kot nek vstop do nečesa svetega, v nek svet prostor. Neka katarza, ja. Ja, ker to, kar ona počne, je v stilu res tistih prvih svetnikov, tistega nekega mučenja, ker si seveda večinoma njih mučili drugi, ampak ona se samo muči, ne. Meni je pač tist prizor, ki si dal klinčevo žeblje v copate in pol čofota po krvi, ki prav slišiš tisti zvok krvi, moj bog. Ta je bil dober, ja. Ne boga zrtno, že dovolj imamo. Ja, pa tudi kaj klečina, koruzi, speče se namenoma na kuhinjski plošči, ne. Ja, zelo je ta, kako ne rečem, ta stigmata moment prisoten. Ne se vem, ni čisto, govorimo... Self-flagellation se temu reče v angleščini. To je tudi zelo pomembna tema v Da Vinčevi šifri, točno tako. Ampak tukaj je boljš prikazano. Tam je prikazano, kot da ima nek SNM fetiš in pač Bethany tam obupno igra, moram reči. Dobro, da se je imel. Mi je bilo pa zanimivo, ker je vzela popcorn, pač, ker je imela koruze, imela iz popcorna, pač. Ni imela, pač ni očitno tam, pač ne moreš dobiti kar koruze. To je hrana za entertainment, svoje vrstne sicer. Ne, to je čist druga referenca. To režiserka pravi, da če to gledaš prek aplikacije Popcorn, kradeš in ona tako pripravi. To, ja. Okay. Ja, zelo, zelo, zelo mogoče, ja. To, kar je lepa epifanija. Epifanija, tako. Hvala. Kaj sem še hotel reči? Drugače, lahko jaz še par teh mini poklonov. Daj, to me zanima. Je pač, taksist je pač tisto, kak je ona v sobi. Potem je izganjalec hudiča, ko ona bruhne. Bruhne v tak. Ona bruhne zato, ker je slabo, ampak bruhne v tem loku točno tako. Ja, tudi ulica, kjer živi. Jaz sem takoj dobil, ko stopi ven, pa zaklene, ko gledaš to strmo ulico. To je ulica izganjalca hudiča. Tam pol unga fukne župnika. Ja. To je, res mi je bilo tako. In ja, od tam naprej sem jaz imel ta vibe. Tle neki bo. Potem imaš Babadook. Ne vem, če ste gledali krasen film, kjer je pač cela, ne vem zdaj spojilo, ampak v tem, kak je tam pošast zastavljena, je nekaj vzporednic s tem plus izolacija, smrt, izguba, vse te stvari so notno. Hereditary, kjer se na koncu izkaže, da pač so demoni, ne? Tukaj se drugače izkaže, ampak vseeno imaš
to, kako se gradi, pa kako se začne z eno zelo nizko točko in potem se pride še nižje, je zelo dobro zgrajeno. Promising Young Woman, zdaj ta filma sta nastala hkrati, tako da gre za nek zeitgeist in ne za omaž, ampak tista scena posilstva vmes je zelo v tem duhu, kar se oni dogajalo, ne, oziroma kar ona preprečevati probala. Potem pa zgolj dejstvo, da je tale gospa koreografinja in plesalka je pač prek Suspirije vedno ena ta navezava na čarovništvo, pa tudi drugače je ples zelo taka čarovniška zadeva. In tudi imaš malo idejo, da jo pritegne in tudi zato se ti zdi, da ne bi bilo nenavadno, da je ona demonka, če je pa plesalka. Ja, pa zame pač je to čisti The Witch moment, ko Bog spregovori. Jaz sem takoj videl kozla. Mislil sem, da je kozl govori. Čeprav to je bila verjetno, domnevam, aramejščina. Ne, valižanščina. Ne, tukaj valižanščina. To je bilo valižansko. Ja, taka lušna štorija, se režiserka je rekla, da v bistvu ona ni sploh imela ideje okrog te scene in tega ni bilo v scenariju niti. Ampak je poslušala igralko, ki se pogovarja z domačimi in pa rekla, wow, to sounds fucking great, in so pač tako ponudili. Pač v montaži, mislim, že med snemanjem je videla, kako tle bo obnucala v tej sceni nek hruker, nekaj, kar bo čist X, nekaj, da bo vse na glavo postavil, pa še to valižanščino, ki je čist igralka, kar še potem dosti bolj pomenljivo, ne? A veš, ona se sama sabo pogovarja, ali kako, ampak seveda tega ne veš takrat, ko se pač pogovarja z Bogom in ja. Če hočete reči, da je to njen glas? Ja. Moduliran. Ja, moduliran, ja. Ok. Ja, tista scena mi je bila tako, wow, kaj pa zdaj? Kva pa zdaj človek? Ja. Valižanščina je sicer indoevropski jezik, ampak zveni čist drugače. Kot večina galski je, podobno kot gelščina. Ja, pa ponavadi imam dober vhod za jezike. Tle pa res nisem prepoznal. Zdelo se mi je, da ni aramejsko ali karkoli, ampak nisem pa bil zigar, da bi pa valižanščino prepoznal to pa. Jaz sem imel zelo isti film, pa tudi nisem prepoznal. Jaz sem Tina je pogledala, kva hudiče je bil, to neka špraha. Ampak sumničal sem postal, ker se noter uporabi mom and dad, a veš, izgovori prav mom, dad. Točno tam reče, jaz mislil, da tam pač malo po angleško. Ja, rukno. Bog, ki skuša biti kao full hip, pa to. Ja, no, tudi Bog mora iti z modernimi cajti. No, Bog je na TikToku. No, ja, tako da, mislim, en kup takih stvari je zagotovostnih, še jaz en kup zgrešil in zelo vredo so vtkane, no, tako da ti dajo nek občutek čudnosti, pa že videnega, brez da bi direktna referenca bila. To se mi zdi, da se moraš res znati delati film, da znaš to tako not vplest. No. Ja, mislim, da ja, posebej za debi. Ja, to sem hotel reči, še posebej za debi. Ja, to je noro. Gledal sem en intervju z režiserko iz lanskega leta, ona ima Cimuro tam zraven, sem mislil, what? Nekdo, ki naredi takšen film, pa še s Cimuro živi, veš, ker noro. Ja, ker meni je bila suverena. Mislim, suvereno je posnet, produkcija, predvsem pa fotografija, montaža je top notch. Sem probal zaslediti fotografa, pa je tudi taki freshman, precej je tudi delal tistega The End of the Fucking World, kar sem pogledal, ampak je ful drugačen, nikoli mu ne bi pripisal, da je iz tistega foha oziroma iz tega legle. Kar mi je bilo pri fotografiji zraven ful hudih kompozicij pa kadriranja, mi je bil všeč pristop, ko se vse začne malo nihati iz tečajev dol, no? Ko se po tistem katalizatorju, par teh katalizatorjev, ki jih ona doživi preko koreografinje, ne? In on plakat in seks, se začne kamera ful drugače obnašati, pol imaš pa že te neke upside down posnetke, ki te čist iz, kako se ti mora reči, kako bi to prevedel, left field usekajo. Testirajo. Ja, hvala. A veš, mislim, zelo dober. No? Zelo dober. Ja, pa tista scena, ko ona lebdi, tisto je wow. Krasno je posneto, res lepo, pa morje, pa vse ta brezup angliških letoviških mest zimski. Meni je bilo tudi zelo to všeč,
A veš, da ni to, pač ja prej sem menil recimo taksista, ampak nimaš tega. Mene je ful tam malo zaskrbelo, ko ona gre po mestu in imaš pač te neonske luči, je totalen pač kontrast temu, kar imaš ti v tej hiši, pa v njenem stanovanju, ki je zelo sprano, sivkasto, bledo, skratka, pol pa imaš ta neon zunaj, pač sodobno mesto in ne vem kaj. In jaz sem se ful bal, da bo tam, ne vem, zdaj kazalo neko leglo greha, pač tam unadva neki se šlatata, tam bo ne vem kaj, tam bo neka prostitutka, tam bo en drogo prodajo, veš, tako kot da bi gledal zdaj neki New York, ne, ker to imaš zelo ponavad, imaš tako ta feeling utojenosti, ti hočejo ful karikirati, ampak ne, pač čisto normalno mesto je in vse to, sem pač ti gledaš ves čas njo in zelo malo kadrih nje ni noter in imaš pač to saj ta občutek njene osamljenosti, njene izoliranosti od vsega tega in ta subjektivna kamera, ki se mal trese, pa pol tako, kaj mi to rekel, ki se začne vrteti, pa premikati, pa ne vem kaj vse. Ne, meni se je zdelo res super, pri čemer pač seveda moramo absolutno ne smemo pozabiti pač pohvaliti igralke. Itak. Kaj ti Morfyt Clark je bila meni fenomenalna, no, pač niti ne, ene parkrat je imela te neke scene, ko z usti ščeljusti neki tako jo mal spiga. Na enkrat epizod, ki sem jaz prav mislil, fuck, zdaj bo tle neki ta horror telesni, ki ga jaz najbolj sovražim na svetu in je imela mal tako elastično, ampak večinoma ni pretiravala s tem, ves čas pa vidiš ta njen prazen izraz, tako res skoraj da mrtve oči. Jaz res sem googlal igralko, da vidim pol, če je pač ženska vse v redu. In zgleda drugače v redu, zelo tako simpatična pač ženska, ampak tam noter res meni zgleda tako, res tako prazno, žalostno, ves čas ta neka res žalost njenega obraza. No? Ja, potrudili so se jo v bistvu res postaviti na ta način zraven, seveda skozi igro, ampak tudi fotografijo, ne, da pač tudi ko gre v mesto, je vse tako orang zablurano, da zgolj vidiš neke meglice pa medle oblike, ki sicer asocirajo na ta neon pa na neko urbano življenje, ampak to kontrastira z tistim njenim žveplastim, z žveplom obsijanim stanovanjem oziroma kletnim fletom, no, ali kva ima, kjer so ščurki, bog je ščurek, tista bolnica, ki je vsa v zeleno, ne, tako malo hudičevska barvaca, veš, tako malo bolna. Ja, in vedno je v bistvu ona tako postavljena, pa tako zaigrana, da res ne prideš niti blizu. Mislim, da niti ne bi rekel, da nima življenja v očeh, ampak tako je zaigrano, da te ne pripusti blizu, tako kot ona, mislim, da ne želi več nobenega pripustiti blizu. Ne. Se tudi ona se otepa, stika, ne pove svojega imena z, rečemo, drugi kontakt, one medicinske sestre, ki jo je potem nadomestila, pa tista prijateljica, ki jo sicer da telefonsko, ampak se otepa na vse pretege skoraj, da bi prišla sploh v nek kontakt, oziroma tako bom rekel, poskusila je enkrat, ampak tako klavrno propadla, kot je pač njen poskus sploh najti nek stik. Ne. Se ta film, če ima kakšen message, je kvečemo to, da pač človeški kontakt, glas pa fizični dotik je nujno pomemben za našo človeško vrsto. Ne? Ja, jaz sem hotel samo reči, da tisti ni bil ščurek, ampak nek hrošč. No, hrošč, ja. Ni bil gleščur. Je pa zvedela, kaj fucking želva, no. Ja, ok. Gromozansko je bilo veliko in nekaj ena želva. Ne, samo prej imaš ene manjše, tiste neke, najprej v trikotu, ko gleda navzgor, potem iz umivalnika in prihaja ta nek ščurk in vedno je v tistem trenutku prisoten tale naš Deus ex machina, ne. Tako da, ja, na Kafko imaš to referenco. Ja. Še en klasičen horor. Ja. V 21. stoletju je sicer skoraj vsak film referenca na Kafko. Še predvsem naša življenja, to je. Ja. Mi smo referenca na Kafko. A sta opazila, to sem šele na enem YouTube reviewju videl, en tip izpostavil, čisto prva scena, vidiš njo v kotu, katatonično, kako gleda medicinsko posteljo po tem nezgodi, ne? In je ful v tisti temi, je v bistvu ta truplo v pozi identični, kot je plakat te koreografinje,
veš, ko ona brska po njih plakatih, pol se pa ven ga zagleda. In identična poza, ko ona, mislim, da doživi tista drugi orgazem na stopnicah, ko se zvija. Taka je ena zelo baročna poza, je zelo ena taka od iz teh renesančno baročnih likovnih sfer, kot bi lahko gledal na kakšni poslikavi stenski. Je pa nima glih Blake ene te slike, mito, ko nekdo tako leži na hrbtu. Ja, Blake je imel ta razkrečena trupelca kar precej, tako da zihar je imel kaj tazga, v kakšni prosojni obliki. Drugače pa naj odgovorim na tvoje vprašanje. Ne, seveda nisva tega opazila, samo enkrat sva gledala film. YouTube, saj tudi enkrat, ampak tam na YouTube reviewju, en tip se je vzaj pa še malo skozi, ga ful pohvalil, tudi preko tega. Ne, mislim dejansko, če tale film je tak treasure trove stvari, ki bi se jih dalo raziskati, tak prav užitek bi bilo, ne vem, še trikrat pogled, mislim, užitek v narekovajih, ampak ful je not stvari. Ful ima ta replay value. Pa če bi ne vem, se spravil esej delati v srednji šoli ali pa na faksu ali pa kaj, je pri ful predmetih tale film lahko res krasen material. Pri teologiji mogoče. Nedeljska homilija z Prižnice. A ste pogledali Svetov mat? Ful priporočam. Naslednji teden preverjam obnova. Jaz v bistvu ne vem, kaj dosti, sem pa vmes čekiral na Letterboxdu, tudi Luka Mark, če pogledal, pa ni bil tako nadušen. A ni bil? Kaj pa njega že? Ne, piše, da mu je zelo dolgočasen film in da ga sploh ni šokiral, tako kot so mu trdili, da pa je beautiful pač fotografi, pa dal mu je, mislim, da sem neki 2 zvezdici. No ja, to je pa kar močno od tipa, ki 12 ur virtualni traktor, ali tovornjak fura. Joke, drugače super, kaj delaš, kar keep it. Ne, mislim, okusi so različni, to je vedno tako, ampak me je pa začudilo, ker se mi je zdelo, da pač da bi, če bi kater film res bil lahko, mislim, večini, ki je tudi komentirala to našo, ker smo napovedali, da bomo o tem filmu govorili, so bili tudi vsi navdušeni nad filmom, tako da veš, kaj se prav spomniti, kakšen takšen film zraven Taxi Driver, to je zelo zanimiva referenca, ampak da je v horror žanru, ki se mu vse približa po tej temi izolacije, osamljenosti, mogoče to. Ja, čarovnice. Oni so čisti izolirani tam, izobčeni iz verske skupnosti sred gozda, poleg čarovnice edino. Ampak pravičen ni takšen poudarek nad to njeno individualno, rečemo, na koncu, ampak nasploh. Ja vem, ampak se tudi cela familija je pač izolirana, to, da imajo drugega, jim nič ne koristi. Tam na koncu. To je zelo žalostno, ampak the best movie. Ampak res. Za celo familijo. Ne, mislim, da smo večino povedali, no jaz tako res upam, da kdorkoli je pač do zdaj poslušal, pa ni gledal, da mogoče pa ga smo vseeno pripričali, da pogleda, jaz vseeno mislim, da je to zelo dober film, jaz bi celo rekel, da je eden boljših, kar sem jih videl pač letos zaenkrat, pač tudi jaz bi rekel, da je to tudi film, ki mogoče tudi presega samo ljubitelje žanra, da zdaj pač kdorkoli misli, da pač ne mara grozljivk. Ok, sej so grozljivi prizori, not pa napsihirate, kaj je pač tako narejen, ampak je pa to film, ki se ga da gledati po moje tudi tako mimo. Meni je bil tudi zelo lep, zaradi tega, ker smo se pogovarjali, ker si Igor spraševal, če sva pol lahko spala, meni je bil tudi zelo lep in nisem toliko osredotočil, čeprav že uno, ki se je trgala krasto dol, mi je bilo tako, sem fuck off, res. Tisti je nice. Ja, tako da pač, ker nisem res za te telesne stvari, res nisem. Raje imam, da nekdo nekoga zaštiha, pa da sam sebi nekaj počne. In pač vseeno. Ja. Ne, fotografsko res, če že nisi fan žanra ali pa da te take snopke iz tira vržejo, kot so mene, priznam, naprej tisti vzklik hudiča, ki je skočil gor, pa potem štihanje in potem izhod ven iz bajte, čisti stira, fuk na meni je noge odrezala, sem imel samo mravljince, ampak meni je predvsem fotografsko zanimiv, ker mene je najprej spomnilo na, ne vem,
na nek video art projekt, veš, ker se toliko igraš s temi prostori, pa nepričakovanimi kompozicijami, ne, ampak je tako dobro vpeto v narativ, pa kako se kamera pogovarja z zgodbo in likom, da v bistvu ti ves ta, rečemo temu, video art pompoznost odpade in ful paše noter. Prav pogrešal bi, če ne bi bilo. Zdaj, sploh ne vem, če bi ga pogledal, če ne bi bilo tega noter. Glede na to, koliko art pristop ima, je prav presenetljivo, kak nepretenciozen uspe film biti. Za razliko od nas, ko debatiramo o tem. Glej, no, pač. Je pa tako, no, pred njo še je velika karijera, mi smo pa že svoje naredili. Ne, jaz prav res zacahnil si bom režiserko in pač se zelo veselim njenih naslednjih projektov, če bo je pol tok dobri, pa tudi, tako kot sem rekel, res. Tako se mi zdi, da je ta igralka, tako če bi mi kdo pred filmom rekel, da je to Galadriel, bi rekel njega srat, ampak zdaj, ko sem gledal pa tako, Galadriel je tudi približno toliko fuknjena, tako da to... Ja, dejansko je. Tako lepo pa še skupaj. Tako da, zdaj me pa že zelo zanima tudi, kaj je pa Mito zdaj našel sporednice za njegov Star Trek kotiček. Kje je neki a je versko blaznost tista? Ne, to pravi, da ne. Se pravi, da je nekaj drugega. Ogen. Nekaj valižanstvo. Ne, tudi to ne. Star Trek se samo enkrat, mislim, da v TNG spogleda z nekimi irskimi stereotipi, ampak to ni to. Sploh ne šel v to. Trek, imaš prav, Gene Roddenberry je religijo v bistvu zelo na stranski tir fuknil in se ni s tem ukvarjal. Šele po njegovi smrti so v DS9 naredili par zanimivih dram pa konfliktov v tem oziru. No. Torej, Captain Sisko v DS9 je hkrati Starfleet officer, torej kapetan ladje, postaje, a hkrati je pa verski voditelj The Emissary za Bajorance in imaš pa cool story. Ampak to ni to. Jaz sem tukaj napisal Frame of Mind, iz TNG 6. epizoda 21. del, ki pa ima temo osamljenosti, izolacije, pa rečemo tega psihičnega napora, psihičnega thrillerja. No? Ta del mislim, da je zelo uspešen v temu. Predvsem se lepo odlikuje naš Jonathan Frakes oziroma Riker. Zgodba je pa nekako taka, da se takoj začne v psihični ustanovi, on je tam zaprt, ne ve, kako je ta pristal. Se pa potem izkaže, da vse ni tako, kot izgleda, da stvari niso tako, kot so se sprva predstavljale, in imaš vzporedno zgodbo, kako on vadi vlogo v Crusherjevi gledališki monodrami, pa na neki misiji je, ampak ne ve, kako je on padel v to misijo ali kako se ven spraviti. In je v bistvu s tem se pogovarja v tem filmu, kako Riker počasi izgublja možgan, ne ve več, kaj je resnično, kaj ni resnično, in zapopada v nasilje, je nasilen do sebe, je nasilen do drugih. In to. Evo, ne bom preveč spoilal. Je pa res, Jonathan Frakes tle, se res izkaže, on je res hud gledališki igralec, ki ponovadi ga tako poznamo, on Riker, ki ne vem, malo za krilom skače, pa preko stola skače, pa da je vodo, kaj že on... Ne X-Files, ampak Factor, kaj že ono. Ono drugo, ne TNG, ne Star Trek, ampak kaj že imel Jonathan Frakes. Ne. Vodo je nekaj. Ja, voda je ena vdajo, zletelo me je z 3 zgodbice ponavadi na epizodo, kaj je res, kaj ni res, taki urbani miti, pa nekaj, pa na koncu vsake epizode povedal, that's not true, we made it up. A ne, noben tega pozna? Ok, nija veze. Poglejte. Beyond Belief Factor Fiction? To je, nekaj tazga se mi zdi. Ok, to je. Tega je bilo kar nekaj, ja. Mislim, folk ga uporablja kot meme, ker se Riker, skratka, Jonathan Frakes, ne vem, z biciklom s čelado prepela, noter pa gače, that's not true, no. Ja. No, to je moja navezava, never mind. Ok. No, cool. Čisto ok.
Ja, In všeč. smo v. Ja, kategoriji, samo to še bom dodal, samo malo. Aha, ja. Pred mi kakšen Seveda. treki, kaj očita. Torej, DS9 ima par teh religioznih fanaticizmov noter, ampak je vse full na terorizem umahnen. Pa v Enterpriseu sta ene ali pa dve epizodi tudi na verski fanatizem obrnjeni, ampak je tudi skozi prizmo terorizma, ampak tega ne vidim v tem filmu, tako da nisem hotel za to na vse pretege to krvinčiti pa maličiti v ta film notrno, tako da ne vem, kdo kaj očitu. Tako da mi gre kdorkoli kaj očita, ampak samo tako. Ja, in smo v rubriki, kaj smo gledali, brali in poslušali vmes. In Igor je rekel, da vseeno je nekaj pogledal in prebral, poslušal. Ja, Igor? Ja. Torej, za tale ekran naslednji pripravljam članek esej o zgodbah o morilcih, kjer je fokus na žrtvi in ne na morilcu, in sem vzel eno knjigo, True Crime, knjiga in serija. Vzela me bo noč, I'll be gone in the dark, serija je na HBO-ju, ful priporočam, pa zraven bom delal še The Investigation, ki sem ga že omenil tukaj. Zdaj sem končno prebral knjigo do konca, I'll be gone in the dark, in je ful zanimivo, kako deluje glede na serijo. Zdaj knjigo je napisala ena Michelle McNamara, žena od Pattona Oswalda, ki je preiskovala tale cold case, enega posiljevalca, ki je kasneje moril in kako je to povezano. In je imela knjigo napisano več kot pol in potem je umrla. In kot se izkaže, je umrla zato, ker je zaradi vseh teh grozljivih stvari, ki jih je preučevala, ker ona je bila res dobra v tem, ona je celo uspela od policije pridobiti originalne škatle in imela celo sobo polno tistih škatl, dokazov, gledala fotografije, trupel in tako dalje. In to so bili zelo, zelo grozljivi umori. MO tipa je bil, da je vdrnot in s pištolo grozil paru ponavadi. Ženska mogla zvezati tipa, potem je on naložil posodo gor na njega, krožnike, in je njo odpeljal v drugo sobo, je zvezal in posiljeval, in je on mu rekel, pač, če bo posoda pač klepetala, kakorkoli, bo njo ubil. Ne? Potem je njo ubil in je njega ubil, ponavadi me glavo zdrobil, potem ko je njo posiljeval full cajta. V glavnem, ona je gledala te stvari in ni mogla spati, in potem je pač sestavljati, si začela koktejl prescription drugs, pa tudi drugih, ki jih je uspela dobiti, ki se ni v redu izšel. In sploh tistih, ki so tako kao nečist legal, so imeli full sintetičnih opijatov not, in ona je enostavno predozirala, ker ni vedela dovolj o tem, pa njen mož ni vedel dovolj o tem. In je v bistvu isto kot princ, pa mislim, da se je par dni na stran od tega, ko je princ umrl, se je isto zgodilo. Pač pri teh sintetičnih opijatih je, da ti jih ješ in si dviguješ dozo in potem se ti srce ustavi. Tudi če nisi imel nobenih problemov s srcem, pač uspavajo te in umreš, zelo umirjeno, ampak umreš. No, in knjigo je potem so dokončali ljudje, ki so poleg nje preiskovali zadevo, pa njen mož tudi, pa njena urednica, na osnovi pač vseh zapiskov, ki jih je imela, člankov, drugih stvari, ki jih ni dokončala. In tisti dan, ko so imeli predstavitev, ta veliko predstavitev knjige nekje v New Yorku, je dejansko policija tudi na osnovi tega, kar je ona pripomogla k preiskavi, aretirala človeka. Ki je se skrival že full let. Recimo zadnji umor, ki ga je naredil, bil leta 86 in oni so ga 2016, mislim, da aretirali na osnovi pač DNA, ker so pač zelo kompleksno preiskavo imeli, da so prišli do tega. Tako da serija je full dobra,
malo greš potem vsa okna zapret pa zakleniti, vrata pa še kak stol kam nastaviti, ti pusti že sam serija. Knjiga je zelo, zelo dobro napisana, ful dober način opisovanja ima stvari in res mislim, da bi lahko postala zelo, zelo dobra pisateljica. Mislim, zdaj ta žanr je pa vse, ampak to je tak Truman Capote level skoraj v tem žanru. No. In ful priporočam in knjigo in serijo in potem še nekaj bolj na easy pogledati, kak Star Trek ali pa Friends, ki bo zdaj na HBO. Star Trek, Friends, to je tam. Ja. Okay. Pa pogledal sem še en doku, Coded Bias, je naslov na Netflixu, je krokej. Zelo osnovna zadeva v pogled v to, meni se zdi osnovna, ker moja žena dost piše o tem za monitor, je pa o tem, kako algoritmi imajo not in multiplicirajo predsodke, ki jih programerji not dajo. In se začne pač čist s tem, da ena na MIT ugotovila, da je facial recognition sistem ne prepozna, ker je tam na pol ta ženska, razen če si da belo masko, gordobesedno. Ne? In pol pač to film malo potem dalje stopnjuje celo zadevo, kam to pripelje in kak naša življenja vodijo ti algoritmi vedno bolj, brez da bi kdo vedel, kaj delujejo, ker pač ti algoritmi v glavnem delujejo na osnovi tega, da jim dajo en kup podatkov, ki jih ti analizirajo in ti dajo neke rezultate ven. In če je tisti, ki je ta algoritem uporablja, zdaj, ali je to zavarovalnica, ali je to Facebook, ali kdorkoli, zadovoljen z rezultati, ga niti ne zanima, kako je prišlo do tega, z rezultati je pa zadovoljen, če se mu finančno to splača načeloma. Ne? In pol pač, kot je v ZDA, vmes je pol izpostavljeno, da vejo smo pa full cool, ker imamo GDRP, ni čist tak simpel, ampak v Ameriki je hujše, pa na Kitajskem je hujše, ker pač ti imaš na Kitajskem že tisti social score, glede na to, kaj kupuješ, pa tak dalje se ti gradijo stvari, pa v ZDA pač je odvisno tega, ali boš ti dobil, ne vem, posojilo na banki od en kup stvari, ki jih ti ne veš in so dostkrat povezane s tem, da, ne vem, si ženska. Na eni točki so ugotovili mislim, da Amazon, da so algoritmu dali, da jim naj med 1000 prijav za službe izbere najboljše in ni zbral nobene ženske, ker so rabili ljudi za programirati, pa sebe ženske ne znajo programirati. In če ti sprogramiraš algoritem, v katerem boš mu to implicitno povedal, bo algoritem zaključil, te pa hodila na ženski faks, ta pa se ukvarja z nekim ženskim športom, ta ne bo vredo programerka. Ne? In pol pač je dejansko vse ženske izločil. In en kup takih stvari pač pride v družbo in so vedno večji problem, ki se ga še ne zavedamo. In tale Coded Bias doko je zelo tak en osnovn pristop v to, za kaj več pa vam priporočam, da berete Monitor. Zanimivo, ful dobro. Doku pa tema. Ja, hvala Igor za poročanje. Mito, ti imaš črtico torej? Nič nisem zaključil, še vedno gledam WIP, tako da poročam naslednjič oziroma še naslednjič, pa še vedno igram Dark Souls na PS3, Bog mi pomagi, tako da poročam koga končam. Tisti, ki ga je igral, ve, zakaj dodam zraven Bog pomagi, ampak ja. Jaz mislim, da hočeš biti pač sam v stilu cele epizode. Ne, že zadnjič sem ga dodal. Mimo grede, jaz tudi igram eno igro, ki me je malo prevzela, in sicer Fruit Ninja. Ti boš zdaj žalil moj napor pa trud pri Dark Soulsu za tem izmečkom od Fruit Ninja. Sorry, ne vem, kaj je Dark Souls in komaj čakam, da nam boš razložil, kaj je to. Ok, ti bom dal en bis. Dark Souls je realno časovni RPG, torej role-playing igra, ki je znana po temu, da je neizprosno težka. Igralca sicer nagradi z zelo
čudovitim dizajnom, zgodbo in pa mehaniko, ampak igra je narejena za to, da ti full umiraš, non-stop umiraš. In je koncept igre, da te približa nekemu, kako naj temu rečem, mučenju, kot ga doživljaš ponavadi v lifeu. Ker za, rečemo, nek napor, nekega bossa, recimo, da premagaš, dobiš bore malo, tako kot v lifeu, naprimer, da se zgaraš na enem projektu, pa dobiš neke bedne fičenke, naprimer. In ta igra je znana in opevana ravno zaradi tega, da je zelo težka, ampak ko enkrat začneš, jo ful težko spustiš in zdaj, ko sem že recimo, mislim, da nekje na polovici, aplaudiram že zdaj, da je res super, super izdelek. Oziroma na pol artno, bom tako rekel, ker redko je igra se povzdigne na ta level, da v bistvu odneseš vso to frustracijo, ki se jo dal skozi, še potem v svoje življenje naprej, veš. Bom pa več povedal, ko jo zaključim. Se že veselim tega. Jaz nadaljujem z Oskarjevci, oziroma zelo počasi mi je šlo ta vikend, sem mislil, da bom več uspel pogledati, pa sem pol mogel nekaj delati. Tako da pogledal sem Manka na Netflixu, o njem več v naslednji epizodi, ampak ta trenutek pač lahko sam to povzamem, da se mi zdi stilsko zelo fin film, nič mu ni, no, očitati mu je že ena par reči, ampak čisto v redu gledljiv film. Jaz sem v resnici mislil, da bo mi bolj dolgocajten po tem, kar sem slišal o njem, ampak tudi noben presežek v resnici, no, tako da kdor ga bo še gledal, naj se kar navadi na to, da bo moral pauzo stiskati in googlati vmes, kdo so ti ljudje, ki jih več kot očitno moraš poznati, pa jih pač ne, če nisi nek hollywoodski zgodovinar. Za aficionade Ja, v tem smislu, ja. Drugače pa prebral sem to že pred časom sicer, ampak sem vmes pozabil poročati, oziroma nisem niti pomislil najprej o tem. Sem prebral knjigo našega gosta izpred nekaj epizod nazaj, Mirta Komela, njegova predavanja o literaturi, in za nas žanroslovce oziroma ljubitelje žanra so noter 3 poglavja, ki mislim, da so kar znajo biti zanimiva, in sicer to so Drakula gotskega romana, skratka pripoveduje o različnih tudi interpretacijah Drakule, marksistični, psihoanalitični in tako naprej, pa o samoorientalizmu pri Alamutu. Tudi Alamut je neke vrste v resnici žanr, tudi zapisuje vse te interpretacije, ki so se zgodile Alamutu, posebej po 11. septembru, ko je zaslovel tudi v Združenih državah Amerike. Ter detektivski Memento umori je pa nekakšen pregled detektivskega žanra, ki mogoče naslednjič, ko bomo spet kaj delali detektivskega, bom kakšen povzetek iz tega tudi naredil, ker se mi zdi en tak lep, v resnici kar lep pregled, kako se je žanr razvijal in zakaj se je razvijal pač na ta način. Tako da priporočam vsem, ki pač vas zanima tudi žanr. Stvar je v resnici čist pocen, 10 evrov knjigca, ki ima 200 strani. Ja. Pri FDV-ju je šla, no, skratka, pri fakulteti. Čak pa blasfemično poceni. Blasfemično, ja, to. Pregrešno poceni. Tako je že mogoče boš, ja. Prav. Skratka, ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 87. epizoda. To verjetje v tem kontekstu, ta film. Ja. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatu. Z vami smo bili Mito, Bog je na TikToku, Gegič. Za celo minuto ga lahko gledaš, polgi konc. Igor, jaz pa v redu handlam harp, in Aljoša, tle neki bo harlamov. Tole epizodo smo znova in še vedno posneli preko spleta z naših domov. Mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi. S tem, ko čuvate sebe, čuvate svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje. Čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen.
K temu pomagajo seveda tudi podcasti in če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če si globoko, goreče, milo in za vso dušo želite, da bi bogovi odgovorili na vaše priprošnje, nas najdete na Twitterju kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast.km, obot brez pikcmes, tja delimo rajce, prikolice, novice, svete žanre in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, molitve, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je že bila 87. epizoda, 31. special iz karantene, mi pa se poslušamo znova v 88. epizodi, ki bo najbrž po dolgem času epizoda, ki jo bomo nekako najbrž posneli v živo na ustrezni razdalji, ni se treba bati za nas in vse to. Za vse podrobnosti še nismo zmenjeni, tako da ni čisto nujno. Vsekakor pa bodo tema letošnji Oskarji. Predebatirali jih bomo skupaj z Ano, Majo in Petro iz sestrskega Filmflow, epizoda, ki se je tako ali drugače zelo, zelo veselimo. Izjemoma najbrž ne bo sicer na sporedu v torek, torej čez teden dni, kot bi bilo standardno, ampak v petek, najbrž v petek 23. aprila, pred pozno nedeljsko oziroma zgodnje ponedeljkovo podelitvijo Oskarjev 2021, ki jo bomo znova pospremljali z Oskarjevsko stavnico in ki jo bomo spremljali v živo na našem Twitter profilu. Skratka, kdor iz nedelje na ponedeljek ne bo mogel spati, pa glede na to, da imamo tisti, ki smo v rednih službah, od tisti ponedeljek zelo pogosto, vsaj pri naši firmi, imamo kolektivni dopust, ker je 27. v torek praznik. Skratka, že vnaprej vabljeni k poslušanju, k spremljanju, k tem, da boste prebedeli noč z nami, obodovke in obodovci. Do takrat pa nam le ostanite zdravi in se poslušamo, kot rečeno, najbrž naslednji petek. Poglejte vse Oskarje do takrat in bomo predebatirali. In mir s tabo, kako je že. Amen. In mir s tabo in s tvojim duhom. Kako? Se ne vem. Mir s tabo in s tvojim duhom. Oh, yes. Pač ljudje govorijo zdaj in s tvojim duhom. Pa se to ni fart joke.